Za vse ljubitelje morske hrane in Tanje Žagar pa bomo zdajle ponovili kuharski prispevek iz aprilske oddaje, ko nas je Tanja zabavala od prve do zadnje minute. Noč je prava, to zabava bo za nas. En lep kuharsko-žagarski pozdrav želim vsem. V tej krasni kuhinji so mi pripravili veliko zdravih sestavin, iz katerih naj bi jaz pripravila eno odlično in zdravo kosilo. Pozneje se mi pridruži simpatična Alja, s katero bova še malo poklepetali, ki mi je tu zaželela, naj v tej kuhinji uživam in za začetek naj popijem in nazdravim sama seboj s temle super zdravim sokom. Žagarjeva, čin na zdravje, pa ga spimo. Samo še roke si umijem, pa se žagarska akcija začne. Imam tako lep in čudovit razgled, da skoraj ne moram nehati gledati, kaj bo še lepo, ko se bo jedlo to. Se pravi, pripravili so mi ribje jedi, malo zelenjave, potem imamo tukaj namaze, polento zelenjavo, vse ostale stvari, ki jih pač potrebujem še zraven. Potem pa, če se malo na levo obrnemo, so tukaj še eni kruhki. Moj predlog je, da jaz te kruhke dam popečt in pripravim eno tako predjed, jih pomažem recimo s temle bakalarjem, ki ga tudi sama zelo obožujem. To za začetek. Pa gremo, en obrat, ker potem je bolj dobro, če se še malo pleše zraven v kuhinji. Damo not, zapremo, se naslonimo, pritisnemo, dela. Začenja se čarobna priprava polente. Takole liter vode. To je taka brzinska varianta, ker mi smo že zelo hudo lačni in ne moramo dolgo čakati. Prišla sem po orehovo olje in po sol za polento. Malo posolimo. Malo orehovega olja dodamo, to je zelo dobro. Dovolj bo. Čakamo, da zavre. In stresemo noter samo še polento. Potem pa mešamo. Mislim, da slišam mehurčke. Vre. Malo zmanjšamo. Takole. Gremo po polento. Sujemo not. In kar začnemo takoj mešati, da bo nastala taka prava polentna mešanica. Kako lepo diši. To pomeni, da so kruhki pripravljeni, da jih vzamem iz pečice, ker so že popečeni in res je, jih nesemo semle in bom si izbrala, kot sem že prej rekla, bakalar za namaz in jih lepo namazala. Sem lepo vse postavila v eno tako rožico, da ima lepo obliko, da je lepo tudi za pogledati, ne samo za jesti. Potem pa sem vzela paradižnik in ga bomo narezali in okrasili, ker jaz imam pač zelo rada rdečo barvo in če ne bi imela danes rdečega predpasnika, sploh ne bi kuhala. Ja, kako bo to lepo izgledalo? Super. Takole začenjamo s pripravo ribje pojedine. Najprej bomo naoljali takole. To ropotanje pa še zraven. Ker če delamo v čisti tišini, sploh ni zanimiv. Potem gremo po brancinino rado. To je že vse pripravljeno. Takole pa bomo z začimbami za ribe lepo začinili. Tako, pa malo peteršilja dodali. No, ribica. Še soliti bo treba. Kar takole bomo ribico posolili. Ja, in opa. Sem not, pa še to drugo. Treba kar soliti. Takole. Sem se odločila, da dodamo malo rožmarina. To je malo improvizacije. Potem takole.
Losos pride zraven malo pozneje, ker se manj časa peče. Pa zelenjavo bom potem tudi dodala. Kole. Naj se ve, da ribica zdaj peče se. Obožujem barve in moram priznati, da mi je tale zelenjavni krožnik zelo všeč. Čaka nas pa še losos. Da začinimo, posolimo. Takole. Tadadadam. Tadadadam. Kapesante bomo tudi dali še v pečico zraven, kjer se ribe že pečejo. Prinesemo ribico. Dodamo lososa, ki smo ga prej pripravili, takole lovorov list umaknemo. Še drugega na drugo stran. Ravno dovolj prostora, mi znamo vse prav izračunati. Tako, še malo posolimo zelenjavo. In smo se odločili, da bomo to vse kar zmešali, eno tako mešanco naredili in posuli po ribicah. In čutim, da bo to popolno kosilo. Še nekaj, da slučajno ne pozabimo kapesante. Not, takole. No, zdaj pa rečite, če to ne izgleda lepo. Zmaga je naša. Ker mi jemo vse tudi brez solate ne moramo, zato smo nabrali veliko skledo solate. In pripravim še to, česen gre not. Potem pooljamo. Opala, to je za okras. Zdaj smo okrasili kuhinjo. Pa kis. Kako lepo to poče, dajmo še enkrat, to mi je pa všeč. Ta nora noč. Eno, včasih mora biti človek mala, ne? Opa. Dobar mi gre. Bil je sončen dan, šla sem v Piran, drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zagledala njega s kitaro. Je na barki stala. Blizu smo, blizu že. Ampak nekaj pa ne smemo pozabiti narediti in sicer je to tole. Vince iz nešpricanega grozdja, kar je zelo pomembno. Nečkrat polijemo za okus, takole. Mera mora biti prava. Mislim, da je bila, no. Bomo potem videli, ko bomo pojedli, ne. Takole. Mečkaj nam še manjka, pa smo. Na kitaro zdaj, naj tvoja barka siva se. Pa čez 8 let. Tanja, odlično si tole skuhala, pripravila. Hvala. Res vse pohvale, znaš Ja, hvala. kuhati, kuhaš. Se trudim, sicer vsak dan ne morem kuhati, ker sem zelo malo doma, ampak ko pa lahko, pa sem z veseljem sučem za štedilnikom. No, privoščili si bova kozarček vina. Dajva. Naj poveva, da je ekološko, ni špricano. Super, Takole. hvala lepa. Izbrala si morsko pojedino, morje, imaš rada poletje, morje. Imam rada poletje, pravzaprav imam rada vse letne čase, no poletje pa še posebej iz tega razloga, ker poleti praznujem rojstni dan, natančneje 1. julija, tako da sem rakica, ki rada ščipa. Ja. Pa sem slišala, da tudi organiziraš izlete Ja. za tvoje, naše, za nas poslušalce. Ja, res je in tudi letos poleti ga bom skupaj s svojo ekipo organizirala. Priprave so že v polnem teku, gre pa za Žagarijo, celodnevni avtobusni izlet. Lani smo šli v Prekmurje, letos pa vse svoje žagarje peljem na Gorenjsko na Bled. Odlično. Tole najina podlaga se tudi vrti. Ja, to je pa Tvoja moja nova skladbica? Tako, moja pesem z naslovom Zame za kantaj, vrti se pa zato, ker je morska, ne? Ker pravi na začetku: bil je sončen dan, šla sem v Piran, drito na obalo. In tako naprej. Pa še tole sem te hotel vprašati, ribice ima slada za jesti?
Ja, obožujem. Jaz obožujem vso hrano, zelo rada jem. Nisem zbirčna, tako da kar mi date na krožnik, tisto jaz pojem. Nič ne bo ostalo. Ribice imaš rada, polne so omega-3 maščob, izjemno pomembne maščobe, ker sestavljajo dejansko vsako našo celico, skrbijo za naše delovanje, metabolizem, presnovo, za naše hormončke. Tako da ribice si le privoščimo. Zdaj pa predlagam, da tudi probava tale vinček, sivi pinot, okus ima in vonj po agrumih, po kvašenem kruhu. In predlagam, da ga kar poizkusimo. Bo na zdravje. Čin.